Pred kratkim je Desusov območni odbor Ljutomer na Razkrižju organiziral družabno srečanje svojih članov in simpatizerjev, ki je bilo drugo tovrstno v tem mandatu. Prvo je potekalo pred 2 letoma v biotermah pri Mali Nedelji, kjer so našteli več kot 200 udeležencev in približno toliko so jih pričakovali tudi tokrat. Poleg članov stranke iz občin Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer so prišli še člani iz Prekmurja in Gornje Radgone ter Desusovi poslanci, ministri in tudi predsednik stranke. Veliko je vprašanj, ki se pojavljajo med ljudmi in je prav, da pride vodstvo in nam tudi kaj pojasni. Je pa res, da to že nekako sovpada s predvolilnimi aktivnostmi za leto 2018 oziroma drugo leto, ko so lokalne in pa seveda državnozborske volitve. Danes ne bomo posebej obravnavali programa naše stranke, bomo pa se dotaknili vseh aktualnih vprašanj, ki so trenutno v Sloveniji. Prepričan sem, da bo predsednik stranke Karl Viktor Erjavec članov in simpatizerjem predstavil aktualne dogodke in zadeve, kako se v državi na nek način razrešujejo. Seveda bom imel tudi svoj nagovor in bom opisal, kakšna je aktualna politična situacija v Sloveniji. Zlasti pa tudi bom nekaj spregovoril o tem, da se bližajo volitve, glede na to, da bomo naslednje leto spomladi zaključili reden parlamentarni mandat. Je za pričakovati, da konec maja, začetek junija naslednjega leta, da bodo parlamentarne volitve, potem v jeseni lokalne volitve. Mislim, da ravno tako druženje izkazuje podporo članov in članic stranki, programu. Erjavec je omenil tudi namere Desusa v zvezi s predsedniškimi volitvami. Mi v stranki Desus nekako menimo, da ne bi šli s svojim predsedniškim kandidatom. Mi menimo, da je bolj pomembno za nas, da imamo dobre rezultate na državnozborskih volitvah, na lokalnih volitvah, ker tam dejansko lahko nekaj naredimo za starejše, za upokojence, tudi za gospodarstvo. Srečanje je tako ponujalo tudi priložnost za razpravo o kandidatih za državni zbor. Tudi danes bom seveda spodbujal, da naj že sedaj poiščejo prave kandidate, zlasti zato, ker stranka Desus, kar se tiče občine Ljutomer in tega volilnega okraja, je izjemno močna. Vemo, da zadnje mandate vedno izvoljen tudi naš vodja poslanske skupine, gospod Franc Jurša, in zlasti tudi priprave na lokalne volitve. Mislim, da bi bilo prav, da nastopamo tudi z županskimi kandidati, da že evidentiramo občinske svetnike in zlasti, da se pogovorimo o tem, kaj bi bilo potrebno ponuditi občanom, kakšne programe, kako zadovoljiti njihove potrebe in to vključiti tudi v volilni program stranke Desus. V stranki, ki se zavzema za izboljšanje položaja upokojencev, so glede prihodnosti sicer optimistični. Letos bodo prvič izplačani regresi za vse upokojence, usklajevali bomo pokojnine. Naslednje leto je pa že dogovor znotraj koalicije, da zelo glasni ZUJF, ki omejuje usklajevanje pokojnin z zakonom, da ne bo več veljal. Poleg področij, ki so s položajem upokojencev neposredno povezana, pa je Erjavec izpostavil tudi potrebo po dejavnejšem vključevanju stranke v gospodarstvo. Mi smo mnenja, da moramo tudi začeti se ukvarjati z gospodarskimi vprašanji, ker če bo gospodarstvo uspešno, potem bodo tudi pokojnine, bo tudi zdravstvena blagajna bolj polna. Ker je slovensko gospodarstvo precej vezano na izvoz, globalna konkurenca pa je znotraj Unije precej močna, razmišljajo tudi o vključevanju v nove trge, kot so Rusija, Turkmenistan, Azerbajdžan, Turčija in afriške države, je še izpostavil Erjavec. Sicer pa vidi neizkoriščene možnosti tudi v deželi ob Muri. Jaz mislim, da je to eden najlepših koncev Slovenije, ki ima izjemne možnosti za turističen razvoj, pa tudi za razvoj logistike in transporta. Zdaj vemo, da tukaj smo nekako v križu med Avstrijo, Madžarsko in pa Hrvaško. Za konec je Erjavec izpostavil še svoj pogled na Pomurje nekoč in danes. Spominjam se še 20 let nazaj ali 30 let nazaj, ko sem prihajal v te kraje, je bilo res
precej videti, da je prisotna revščina in siromaštvo. Zdaj pa mislim, da tukaj lahko vidimo lepe hiše, lepe ceste. Edino, kar mi je žal, da so propadla nekatera podjetja, ki bi lahko bila bistvena za nadaljni razvoj teh krajev. Ampak jaz mislim, da s to pridnostjo, s tem znanjem, ki ga imajo ljudje tukaj, da lahko pridemo nazaj na tiste pozicije. Jaz sem prepričan, da ti kraji imajo krasno možnost za razvoj. Mi politiki moramo pa pomagati in podpreti, da ustvarimo te pogoje in okoliščine za ta razvoj.